Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Epiktet, razprave. Jaz sem vaš učitelj in učite se v moji šoli. Moj cilj je, da vas pripeljem do popolnosti, neovirano, svobodno od prisilnega vedenja, neomejeno, brez nerodnosti, svobodno, cvetoče in srečno, s pogledom na Boga v velikih in majhnih stvareh. Vaš cilj je, da se učite in pridno vadite vse to. Zakaj potem ne dokončate dela, če imate pravi cilj in tudi jaz imam pravi cilj in pravo pripravo? Kaj manjka? Delo je povsem izvedljivo in je edina stvar v naši moči. Pustite preteklost. Moramo samo začeti. Verjemite mi in videli boste. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Epiktet tukaj opisuje pomen učenja in prakse na poti do osebne popolnosti. Opisuje stanje, v katerem smo svobodni od prisilnega vedenja, brez sramu, cvetoči in srečni. Ta cilj je dosegljiv, pravi, če smo pripravljeni učiti se in pridno vaditi. V sodobnem svetu se pogosto srečujemo s prisilnim vedenjem. Morda se ne moremo upreti preverjanju družbenih omrežij, tudi ko vemo, da nas to odvrača od pomembnejšega dela. Morda se ne moremo upreti nakupovanju, tudi ko vemo, da presegamo svoj proračun. Epiktet nas spodbuja, da se osvobodimo teh prisil in se osredotočimo na naš cilj. Ne glede na to, katero področje življenja želimo izboljšati, je ključnega pomena, da smo osredotočeni, pridni in se zavedamo, da je delo povsem izvedljivo. In kar je najpomembneje, Epiktet nas spodbuja, da pustimo preteklost za seboj. Ne glede na naše prejšnje napake ali neuspehe, moramo samo začeti. Ne glede na to, kolikokrat smo že poskusili in se nismo uspeli držati naših ciljev, imamo vedno priložnost začeti znova. Verjemite v to in videli boste, kako se boste približali popolnosti, ki jo opisuje Epiktet. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.